bom razložil nekaj analiz in parov, pa kar se je zgodilo tudi malo prejšnji teden, pa lahko kar začnemo. Novozelandski dolar proti kanadskemu dolarju, to je bil par, ki je bil tudi deljen prejšnji teden preko Zoom klica. Kakor vidite, kaj se je zgodilo, cena je naredila hike, naredila je low, prebila je strukturo, potem je prišla v našo sell cono, jaz sem imel eno pozicijo narejeno že tukaj, stoplo se bil nad tem higom in to pa je cena padla do naše buy cone, kjer je bil naš prvi target. To pozicijo trenutno še držim. Sem pa pričakoval tudi entry iz tukaj notri, ampak cena se žal ni vrnila, ker bi lahko pozicijo dodal, ampak ni bilo pač problema, zato ker je bil prvi entry narejen že tukaj in sem se v bistvu s tem rešil. Kaj bi zdaj tukaj videl, je preprosto tole, prav samo malo, tega bom dal stran, tega bom dodal. Preprosto je bi rad videl tukaj le, razlog, da zaprem ta sell, bo bil premen, ko se bo na majhnem časovnem obdobju struktura spremenila, se pravi, kaj bi rad videl je to, in potem buy do nekje sem. In sem trenutno zaradi tega še v sellu, tudi če pogledamo daily svečko, kako se je zaključila, vidimo, da je zelo močna sell svečka, torej pomeni, da se je tukaj odprla, tukaj se je zaprla, šla je pa do sem in do sem gor. Kaj mi pove, da so trenutno sellerji v zelo močni strani in da je potencial, da cena pade še zelo niže, zato ne bom v bistvu cele pozicije zaprl, ampak bom samo spremljal, če lahko mogoče pozicijo dodam za sell, oziroma bom počakal, kar bo najbolj varno, to, da cena mogoče prije sem, pa naredi nekaj tako in potem še dodam pozicijo. Drugače pa ja, se lahko tudi zgodi flip oziroma sprememba strukture na majhnem časovnem obdobju in lahko vstopam tudi v buy pozicijo, vse do sem nekaj gor in mogoče tukaj se spet nek sell lahko naredi. Ampak ja, to je to pri tem paru. Gremo naprej. Švicarski frank proti enu, ta pozicija je bila tudi narejena prejšnji teden, upam, da ste si pogledali video posnetek. Tukaj sem tudi notri vstop, kakor sem videl, ker sem delil z vami. Kaj se je tukaj zgodilo? Preprosto to cena je naredila nek low, naredila je nek hike in smo imeli v bistvu buy cono narejeno do tukaj. Kakor vidite, ki je cena prišla sem noter, je naredila že nek preboj strukture tukaj, ki pa ni bil zelo močen in pol direkt, ko se je cena vrnila v to modro cono, je zelo malo reagirala in potem padla pod to. To smo itak vedeli in sem tudi rekel, da je možno, da cena prije tudi samo sem in ko je cena prišla sem, ni prišla z zelo močnim momentumom, torej pomeni, da ni šla zelo močno proti meni, ampak počas, kar je bilo ok, se pravi, buy pozicija je lahko tukaj executana in kakor vidimo, cena je tako, ki je prišla noter, reagirala gor. Trenutno sem še v buy poziciji, zakaj? Zato, ker spet, če pogledamo daily, svečko prve iz te cone je bila zelo dobro zaprta bullish, druga pa pač ne toliko, ampak vseeno predvidevam, da ker je cena naredila tukaj nek hike, nek low, manjši preboj strukture, da bo prišla vsaj do sem noter in če pride sem noter, pa če ne bo preveč močna reakcija iz te cone nadol, predvidevam, da se bo zgodilo to in da bo nadaljevala više, ampak ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo tukaj. Torej, trenutno sem še v uptrendu oziroma sem še v buy poziciji in pričakujem, da bo ta par tudi narastel. Zakaj? Ker to je buy cona na daily časovnem obdobju in ko je cena na daily časovnem obdobju ali pa kjerkoli v buy ali pa sell coni, pomeni, da je iz tem lahko zelo močen oziroma dolg premik. Evro proti US dolarju, kakor vidite že po moje nekje 3-4 tedne smo čakali na ta premik dol. Končno smo prišli v neko sell zono, ki sem jo tudi zmanjšal na weekly oziroma tudi na daily časovnem obdobju. Kaj se je tukaj zgodilo? Cena se je enkrat, dvakrat, trikrat v bistvu dotaknila, oziroma če lažem, tukaj se v prvi ni dotaknila, je šla dol, v druge se je dotaknila, naredila rejection, v tretje se je dotaknila, je naredila rejection. In kaj je zelo zanimivo tukaj, če pogledate, potem, ko se je v prve dotaknila, je naredila low in je prišla nazaj gor in ni uspela narediti novega higa. Ponavadi, ko cena ne uspe narediti novega higa, bo prebila prejšnji low. In kaj se je zgodilo tukaj? Cena ni uspela narediti novega higa, nato je prebila prejšnji low, naredila nek pullback in nato padati dol. To se ujema tudi z analizo na dolarju, torej, kakor vemo, dolar, sem govoril že ves čas, da pričakujemo vsaj nek premik gor. Bom šel sam na hitro na dolar, ki smo bili na evro proti dolarju, ker vidite iz daily časovnega obdobja oziroma daily cone, je dolar končno začel dobivati nek večji premik gor. Gremo zdaj na dolar proti enu. Tukaj sem tudi to analizo delil, ampak kaj je bilo tle zelo pomembna stvar, oziroma zelo pomembno zapaziti. Kakor vidite, tukaj sem naredil nek X. Ne vem, če sem to razlagal tukaj ali sem nekaterim drugim, s katerim tudi analize pošiljamo včasih. Ampak
cena tukaj ni prebila tega highga. Se pravi, pomeni, da ta low, oziroma ta buy cona tukaj ni bila tako močna, kot če bi bil ta high prebit. Zakaj? Ker pomeni, da tukaj imamo konformacijo oziroma potrditev, da buyeri hočejo poriniti ceno višji. Tukaj pa ni take potrditve, ampak je vseeno veljavna buy cona. Če gremo zdaj na 4-urno časovno obdobje, kaj se je tukaj zgodilo? Cena je prišla v našo buy cono. Ta tukaj premik v buy cono je bil razveljavljen. To pomeni, da te seriji, ki so bili tukaj, niso imeli več moči. In potem cena nekaj časa je ostala na strukturo na levi. In kaj se dostikrat zgodi? To je lahko neka nabiranje orderjev ali pa naročil bi lahko rekel, se pravi volumna, da cena porinajo dol, banke recimo, preden ne bojo porinile gor. In kaj se je tukaj zgodilo? Cena je, ne vem, recimo, se pravi, cena je, da ne bom narobe govoril, cena je torej tukaj 4 dni pa 20 ur oziroma 5 dni je tukaj cena stala. Se pravi, 5 dni je cena nihala za zelo malo in je bil premik zelo šibek, potem pa naenkrat bank padla dol, naredila nek rejection, spet fake premik dol, da je folk ven pometal in na to je odšla gor. Torej ta buy cona je bila veljavna, lahko tudi malo pošljem na chat od TradingView, ker sem si shranil. Spotlej iskam za buy. Jaz v to pozicijo iskreno nisem vstopil, ker nisem bil na grafih in nisem imel limita, ker so bile že druge pozicije v profitu ali v minusu. Ampak ja, analiza se je odigrala pravilno. Zdaj pričakujemo, da cena naredi povratek vsaj do sem gor. Zakaj vsaj do sem gor? Ker je tukaj neka močna sell cona in iz tukaj prej ni prebila, zato je mogoče, ko bo cena spet prišla sem, ne bo prebila in bo padla, lahko pa prebije in gledamo target tukaj gor. Kaj bi jaz iskreno rad tukaj videl, je samo počasen premik dol proti tej coni in potem izkušal za nove nakupe, ker spet cena naredila low, naredila je high, prebila je prejšnji high in zato čakam, da bo cena počla še više. Naslednji par je novzelandski dolar proti švicarskem franku. To je bila isto analiza, ki je bila deljena. Kakor vidimo, smo prišli na daily časovno obdobje v cono. Mislim, da je bila cona iskreno malo manjša, cona je bila po moje nekje takole, ampak vedno, ko cena pride blizu naših con, lahko tudi, ne bom rekel, da preuredimo, ampak lahko adaptamo, lahko se prilagodimo marketu, torej vidimo, ok, ceno bomo majčkeno povečali, ker je bila reakcija iz tukaj že zelo močna, torej pomeni, da tukaj noter je nekaj bilo. In kaj se je zgodilo tako, ko se je cena dotaknila te cone, ker vidimo nekaj časa, prav cena je tukaj delala konstantne love, highge, love, highge, ampak premiki, tukaj gore je bil še siguren premik, tukaj je bil pa premik zelo tak šibek, torej nam to že lahko avtomatsko da vedeti, da market tukaj težko hodi više in kaj se je zgodilo, tako ko se je cena tega dotaknila, bank, padla je za 130 pipov. Kaj bi iskreno rad tukaj videl in kakor vidite, sem tudi prej še narisal, dostikrat se zgodi, da če je cela ta cona še ne pofiljena oziroma se cena še ni tega dotaknila, lahko cena nadaljuje gor vse do 100% od te cone, naredi nek fake premik gor, preboj strukture in se na to spet vrne in pade. Ampak tle se je to zgodilo že prej, torej cena je padla že prej. In zdaj pričakujem to, da bo cena v bistvu, če uspe prideti nekako malo više in spet pade, ker je bil to nek nov low narejen. Ampak iskreno lahko poiščemo tudi baje nekje v teh conah, ki so tukaj zelo nizko in tradamo vse do vse con. Iskreno mi pa ta price action oziroma cena ni preveč všeč, tako da sem sam želel razložiti, kaj se je zgodilo, da razumete, da imate še malo edukacije, bi lahko rekel temu. Ampak ja, zanimivo se je zgodilo tle, tako da. Ja, pound proti kanadskem dolarju, kakor vidimo, tukaj čakamo že nekaj časa na sell. Zakaj na sell? Če pogledamo, to je weekly sell cona, cena je prišla noter. Ko je prišla noter, je takoj padla, prebila je low, še vrnemo zdaj na 4 ure, cena je prebila low in pomeni, da je to bil zadnji premik dol. Cena zdaj tukaj dela nek bi lahko rekel, počasen povratek proti nam in ko pride sem noter, bi bilo zanimivo videti, ali bo tukaj bank se zgodil, ali pa to, ko mora preboj strukture in povratek dol. Torej zdaj gremo v bistvu samo strukturo. Zakaj sem tukaj rekel, da bi lahko bank naredil, ker je zelo pomembno vedeti, da če cena predolg časa dela ta nek, se pravi, premik dol, če dolg časa dela ta, ne bi rekel, da se v bistvu pobira, pomeni, da lahko se to zgodi, da tukaj se spet neki orderi oziroma neka naročila, nek volumen, ki se nabira in če je tega volumna preveč, lahko naša cona ne zdrži in cena bank
prebije to cono, se pravi v tem primeru bi to prebila. Je pa zelo pomembno tudi razumeti to, da če se vstopa iz velikih časovnih obdobij, je rizik mogoče malo večji, ampak lahko si rizik tudi razdeliš, recimo rečeš, ok, bom riskiral 1% na tem paru, kaj lahko narediš 0,5%, lahko direktno riskiraš, pol pa, če dobiš konfirmacijo na manjše časovno obdobje in s tem se v bistvu zavaruješ, da če cena ne gre tja, kar hočeš, izgubiš samo 0,5% oziroma eno pozicijo. Ok, ja, in tle čakam v bistvu, da se tega dotakne, do takrat se tega ne bom tikal. Avstralski dolar proti novozelanskem dolarju. Kakor vidimo, kaj se je tukaj zgodil, gremo spet na daily. Cena je naredila low, naredila hike. Prišli smo v daily, neko buy cono, oziroma v zadnjo skrajno lego pred premikom gor. Torej lahko pričakujemo, kaj seveda močen premik gor in če cena lahko naredi tole. Prav, če cena lahko naredi, zdaj naredila to, če cena lahko naredi to, do sem nekje bi bilo super. Ampak spet, imamo pa neke sell cone na 4-urnih časovnih obdobjih. Torej, ko vidite tukaj, kaj se je zgodil, cena je padla dol, prišla je še pod ta low in trenutno je prišla v to sell cono. Ta sell cona ni toliko relevantna tukaj. Zakaj? Ker je manjša od te. Torej pričakujem, da bo cena prišla sem noter in če uspemo dobiti nek entry, padec dol, drugače pa samo čakamo in pogledamo, če bo cena prišla do sem dol in potem kupujemo, ker gremo s trendom na velikem časovnem obdobju. In to je v bistvu to na tem paru spet. Morate gledati momentum, gor je zelo močen in bo tudi selanje iz tukaj dosti riskantno, če ne znaš selati, ampak če znaš, ni problema, ker je itak pol skozi isto. Torej to pričakujem, se pravi, če lahko tukaj selamo iz te cone oziroma čakamo na buy tukaj, in tako si moram še alarme nastaviti. Takole, si napišem sell zone, ok, takole. Še en alarm si tam tle bom pa itak vedel, kaj si ga bomo malo višji. Ok, cool, gremo naprej. Avstralski dolar, švicarski frank, kakor vidite, ta analiza je isto bila sharana, nisem v sell poziciji, mislim, da so še na tem paru, iskreno ne vem, zdaj na pamet, ampak ja, se pravi, kaj se je zgodil, cena naredila hike, naredila je low, spet nek hike, nek zelo šibek low, zato sem rekel, da bo mogoče cena iz tukaj rabila nekaj časa, preden pade in to se je tudi zgodil. Torej cena je šla zelo visoko, v 100% od te cone v bistvu, ampak je potem končno začela padati, kot more in čakamo, kaj se bo zgodil. Hočemo, da pride cena do sem, potem pa gledamo, ali bojo buyerji prišli tukaj noter, torej gledamo za nakup, oziroma da bo ta cona prebita, cena šla nazaj gor in potem padec dol. Zakaj spet? Zato, ker gremo za velikim časovnim obdobjem, torej trenutno smo še v temu premiku tukaj, ki je bil pa padajoč premik in pričakujemo market, da bo ponovno padel. Torej gremo samo s trendom. Gremo naprej. Evro proti kanadskem dolarju, zelo zanimiva slika tudi tukaj. Pogledamo spet na daily, kaj se je zgodil. Low se je naredil hike, preboj strukture. Cena je prišla v zadnjo točko, v zadnjo buy cono na daily časovnem obdobju. Če pogledamo na 4 urah, kaj se je zgodil. To je bil nek premik v našo cono. Zakaj? Dolg časa je cena stala, potem je padla in ta premik je bil razveljavljen. Break strukture je bil narejen, buy cona dotaknjena in pričakujemo za buy iz kjerkoli tukaj, vsaj do sem. Preprosta analiza. In ja, če se to seveda ne bo zgodil, je druga možnost tudi padec, preboj, obratni trend, ampak ker gremo s trendom iz cone na velikem časovnem obdobju, pričakujemo, da bomo na pravi strani. Pa še, mislim, da imam še 2 para, ok, cool. In še dolar proti, pound proti švicarskem dolarju. Kakor vidite, to smo isto imeli že ne vem kdaj, ta buy cona, kakor vidite, cena je šla tle kar veliko gor, 250 pipov. Top, ampak ja, zdaj se osredotočimo na manjšo sliko. Prav, kaj se je zgodil, če pogledamo samo to sliko. Low je bil narejen, hike je bil narejen, preboj strukture, cena je nekaj časa obstala nad. Kaj zdaj delamo? Cena je naredila nek fake premik gor, močen premik dol
dotaknila se je naše buy cone. Ker je bil tukaj low, hike, je to buy cona. Kaj lahko zdaj tukaj pričakujemo, je, da bo cena iz tukaj narasla upside sem, oziroma, ko pride sem noter, lahko pogledamo, če slučajno lahko že pade, ampak to je samo v bistvu ugibanje, zato bomo trenutno gledali izključno samo za nakup. Če pa se zgodi to, lahko gledamo za sell iz te cone v velikem časovnem obdobju, oziroma pogledamo še za nek buy ponovno, preden dobimo močen rejection iz te cone, ampak ja, zelo zanimiva analiza, preprosti lowi, high in struktura marketa. In pa še zadnji par, dolar proti kanadskem dolarju. Kot vidite, cena je naredila nek hike, naredila je, da bom kar pokazal, zakaj je padla, se pravi. Cena je tukaj hodila gor, se pravi, delala je nek low, spet nek hike, naredila je nek low in spet nek hike, ne. Potem, ko je bil zadnji low razveljavljen, je to že bil prvi znak za spremembo trenda, ok? Cool. Znaš smo si našo sell cono, ki je bila v tem trenutku tudi v bistvu večja, ampak potem, ko cena pride v našo sell cono, super. Kaj rabimo videti? Več stvari. Ko smo te stvari videli, lahko vidite, da je cena padla, naredila je nek fake premik gor in potem preboj strukture na manjšo časovno obdobju. Entry je bil možen tukaj noter, oziroma že ta cona je bila lahko direkten entry in potem je cena seveda padla do buy cone. Tukaj je bilo pametno vzeti nekaj profita, zakaj? Ker se pri buy conah lahko trend obrne in kakor tukaj vidite, cena je padla še naprej in to se je tudi zgodilo. Majhno časovno obdobje, break strukture, povratek v buy cono, stop loss, take profit. Bang. In to se je zgodilo. Ampak ja, kaj pa se bo zdaj zgodilo? V bistvu čakamo zaradi tega premika dol, čakamo na to, kar se bo zgodilo v tej coni tukaj. A lahko v bistvu vidimo nekaj tasga. Prav, pride noter sellerit, bang, dol. Ali pa lahko vidimo preboj te cone in pride cena sem noter. Torej, če tukaj nisi v nobeni poziciji, buy, v bistvu samo spremljaj, kaj se bo zgodilo. Iskreno, pa mi je bilo, da cena iz tukaj pade, vsaj do nekje sem ali pa sem. Če pa ne, pa pač pust, pa druge pare trade.